Šalom, pozdravljeni spoštovani kolegice in kolegi, spoštovane predavateljice in predavatelji. V veselje mi je, da vas lahko pozdravljam s slovenskega zahodnega roba in vam poskušam v nekih obrisih predstaviti morda malo manj znano osebnost, ki pa je vendarle temeljito zaznamovala drugo polovico 20. stoletja na področju judaistike, judovske zgodovine, judovske epigrafike, hebraistike, skratka, posredno in neposredno številnih zadev, ki se ukvarjajo tudi in predvsem našega tega dvodnevnega simpozija. Hvala za vabilo. Naj povem takoj uvodoma, da bom poskušal malo bolj problemsko zastaviti zadevo. Prispevek je bil oziroma je že objavljen na spletu, tako da si ga lahko preberete. Bi se zahvalil za vabilo obema in nagovor naj ga predstavim, tega našega pozabljenega rojaka ali če hočete polrojaka, kar je bil deloma slovenskega rodu. Moram priznati, ko sta profesor Samo Skalovnik in kolega Boris Hajdinjak nagovorila k pripravi referata in poglabljanju v njegovo življenje in delo, sem bil nekoliko v zadregi. Če povem lahko osebno izkušnjo, vsi, ki se ukvarjamo nekako z judovsko zgodovino in vsemi zadevami, ki sodijo zraven na slovenskem ozemlju in v okoliških pokrajinah, se kmalu po začetku raziskovanja srečamo z imenom tega človeka. Ta človek je bil katoliški duhovnik, je bil judaist, je bil jezikoslovec oziroma filolog, je bil univerzitetni profesor, je bil znanstvenik, prevajalec, publicist, ampak bil je predvsem podeželski župnik. In moram priznati, da tudi s kolegi iz sosednje Italije, naj mimogrede omenim, ne boste ga našli v nobenem biografskem leksikonu, ne našem, ne italijanskem, ne furlanskem, ne primorskem, torej oseba, ki je nekako izginila iz naše vednosti. In ko se pogovarjam s kolegi, so začudeni, ko jim nanese beseda na to, da je šlo vendarle za katoliškega duhovnika, ki je do konca ostal zvest svojemu poklicu, ga je z veseljem opravljal, in pa tudi človeka, ki ni imel nikakršnih judovskih korenin. Torej, šel sem malo pogledati njegov življenjepis oziroma njegovo redovno drevo in vam lahko zagotovim, da bi bili še Nirnberški zakoni, če smem se s tem nekoliko pošaliti, zadovoljni glede njegovega arijskega porekla. Šalo na stran. Torej, Angelo Vivian je bil nedvomno tudi Slovenec. Nedvomno je bil človek, ki je obvladoval številne svetovne jezike. Tako na hitro sem zaštel enih 15, je tekoče, tako da je lahko tudi publiciral v njih, od poljščine in slovenščine do italijanščine, španščine, od francoščine, hebrejščine in tako naprej, nemščine, angleščine. Skratka, vpet v ta jezikoslovni prostor. Šlo je za človeka, ki je žal na hitro izginil iz naše zavesti, ker je nepričakovano umrl še pred dopolnjenim 49 letom. Letos jeseni bo minilo 30 let, kar je umrl, ko je svoje študente peljal na ekskurzijo v Auschwitz, kar je bila sploh njegova pogosta destinacija, umrl je v hotelski sobi v Krakovu. Toliko o njem. Naj povem, da je pri nas šlo nekaj spominskih zapisov, bolj ali manj kratkih, s številnimi teologi, duhovniki, profesorji vzdrževal stike. Zdi se, da najbolj poglobljene s spoštovanim profesorjem Janezom Krajencem, upokojenim profesorjem pravne fakultete, mislim, da je njegov sin tudi tukaj prisoten na našem simpoziju, ki je napisal do zdaj najbolj poglobljen, tudi poln empatije prispevek kot profesor Angelo Vivianu do zdaj na Slovenskem. Zdaj, zadeva je naslednja. Naj priložnost tega simpozija in besede, ki so mi odmerjene, uporabim tudi zato, da iz tega mesta javno pozovem slovensko javnost, teološko fakulteto in ostale merodajne činovnike, če hočete tudi Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, da se pobrigamo za njegovo dediščino. Namreč njegova nepričakovana smrt septembra 1991 je pripomogla k temu, da je njegovo delo ostalo nedokončano. Zbral je številne listine, številne podatke, številne stvari, ki bi nam prišle zelo prav, spet ponavljam v različnih jezikih, kaže tudi njegov širok diapazon ukvarjanja, ki sem ga uvodoma omenil, ampak vse to je ostalo v njegovem župnišču, to je bilo potem izpraznjeno, odnesel je brat Pietro, en od 4
bratov, ki so bili v družini Vivian. No, in to se nahaja danes v garaži in čaka evalvacije. Brat je elektrotehnik in seveda ima rad brata pokojnega, ampak nima ambicij za evalvacijo tega gradiva. Bom prišel do tega, kje se to nahaja, v katerem kraju. Pojdimo po vrsti. Osnova za ta pripravo tega referata in tudi zapisa v reviji je bila dediščina, ki mi jo je kljub koroni brat poskeniral in pošiljal po mailu. Iz tega izhaja tudi njegov življenjepis oziroma Lebenslauf, ki ga je napisal v nemščini za različne priložnosti. Kdo je bil Angelo Vivian? Angelo Vivian je bil sin italijanskega karabinjerja in pa Idrijčanke, rojene Idrijčanke Silvestre oziroma Silvije Velikanje. Gospa se je zaljubila v mladih letih, še ne pri polnih 20-ih, v italijanskega karabinjerja, ki je prišel tja službovati. Doma je bil iz Marostike, to je provinca Vicenza v severni Italiji. Kmalu sta se poročila in še isto leto, 1942, na Silvestrovo se je rodil njun najstarejši sin Angelo. Še 3 bratje so bili, torej 4 bratje v družini, samo Angelo je ohranjal slovenski jezik, vsi ostali par besed, pa kakšno pesmico. Angelo pa zanimivo kot najstarejši je ne samo, da je obvladal slovenščino, ampak je iz nje tudi diplomiral in kot bomo vedeli kasneje tudi doktoriral. In ne samo to, prinesel je slavo slovenske judaistike v širni svet, ampak o tem morda kasneje. Torej, zabeležena njuna poroka v poročni matični knjigi v Idriji, oče karabinjer, posledično se je veliko selil. Selil se je praktično po različnih deželah severne Italije, družina se je 4-krat, 5-krat selila in to je seveda zelo vplivalo na, to je delovna knjižica očeta, ki kaže te njegove selitve, prav nikjer ni bil prav dolgo. No, na koncu se ustalijo v kraju San Miniato in ta kraj je povezan z Angelom, tam je on tudi končal svoj študij oziroma svojo maturo opravil, tam se je družina ustalila leta 1955, od tam je odhajal v širni svet, tam je prišel kot podeželski župnik v majhno župnijo San Lorenzo, svetega Lorenca, tam je vodil škofijsko šolo, neke vrste pastoralno šolo, lahko rečemo škofije San Miniato, tam je bil povezan z krajevnim škofom, nekoliko manj s krajevnimi duhovniki, ki ga niso popolnoma sprejemali. Na sliki vidite družino z teto, oče karabinjerska uniforma in mali Angelo, star kakšno dobro leto. Torej, oni se selijo po severni Italiji, v Mantovi začnejo obiskovati semenišče, konča z maturo leta 1961 potem v San Miniatu, in potem nastopi odločitev za službovanje. San Miniato je kraj, manjši kraj, par tisoč prebivalcev, škofija, že iz začetka 17. stoletja, med Firencami pa Pizo, v osrednji Toskani, na tem gričevju. Izločila se je iz nekdanje škofije Luka, danes spada pa nad škofijo Firence. Imela tudi svoje semenišče, ta škofija, in tukaj se družina Vivian ustali in tukaj dejansko pusti svoje življenje tudi z organizacijo raznih mednarodnih simpozijev na judovsko tematiko naš Angelo Vivian. Angelo Vivian je začel študij teologije v Firencah po maturi leta 1961. Zaradi nesoglasij s predstojniki, podrobno ne bom šel v te detajle, se je odločil za prihod v Ljubljano. Leta 1964 zapusti Firence po opravljenih filozofskih študijah in nadaljuje v Ljubljani. Z sorodniki v Idriji in tudi v Ljubljani je vzdrževal stike, slovenščina mu ni delala težav, lepo slovenščino uporabi. Zanimivo, kljub temu, da prihaja iz italijanskega vplivnega področja, v njegovih besedilih skoraj da ni opaziti italijanske sintakse. V slovenskih besedilih seveda. No in v Ljubljani je on diplomiral 1967, napiše diplomsko nalogo, greh v Svetem pismu. Nadaljeval študij z magisterijem, čez leto dni licenciatura oziroma magisterij v Ljubljani in 1968 vpiše doktorat, ki ga leta 1970 oziroma konc 1969 že zagovarja, 70. oktobra je promoviran in sicer prvih 11 poglavij pri Svetem
pri Matejevem evangeliju. To je tema njegovega doktorata. Zanimivo, nikoli ni šel v slovenščini, šel je v italijanščini, v Empoliju, čez 3 leta potem po doktoratu. Po njegovem delu se vidi vpliv profesorja Jakoba Aleksiča, našega velikega strokovnjaka za Staro zavezo, pa še za kaj drugega zraven, sta si pogosto dopisovala, tukaj mi je precej pomagala zapuščina iz Pokrajinskega arhiva Maribor. Zanimivo, mentor za njegovo doktorat, njegovo doktorsko disertacijo je bil pa Stanko Cankar. No in potem on doktorira v Ljubljani, vmes že predava na teološki fakulteti v Firencah, v glavnem predava hebraistiko, torej judovski jezik in pa semitsko jezikoslovje. Piše drugi doktorat, vmes se izobražuje na rabinskem kolegiju v Rimu, 1 leto 73-74 in leta 74 doktorira drugič v Firencah, tokrat v italijanščini, in sicer iz primerjalnega semitskega jezikoslovja. Se izobražuje 1 leto v Jeruzalemu, zanimivo, to je zelo pomembno obdobje, ki ga v svojem Lebenslaufu, torej v svojem življenjepisu zelo poudarja. Tudi napiše imenitno predstavitev, dobi nemško štipendijo. Moram reči, ko sem šel malo evalvirati, zelo spodobno štipendijo. On ostaja skromen, kot je bil tudi sicer v življenju, študira v Jeruzalemu, uradno na Hebrejski univerzi, povezan z Institutum Biblicum, se pravi frančiškanskim bibličnim inštitutom, zlasti s profesorjem Bagatijem. Bellarmino Bagati velja za pojem te fakultete in ne samo te fakultete v Jeruzalemu. Posvetil ji je življenje, bila sta oba nekako iz istih koncev. Profesor Bagati je bil iz Pize, ampak to ni tema današnjega simpozija oziroma referata. No in zanimivo, ko se posveča judaistiki, sirskim rokopisom, naš profesor Bivijan biva v Domborski. In najdem celo v njegovih zapiskih razlog za to, da se bom naučil poljskega jezika, ki ga je potem temeljito obvladal. No in potem, ko se vrne iz Jeruzalema, prevzame mesto za judovski jezik in semitsko jezikoslovje na Univerzi v Pizi. In to je verjetno eno najbolj plodnih obdobij njegovega življenja, med leti 77-82, predava, urejuje, piše, prevaja in se vrača v domače kraje. Domače kraje se vrača tako, da hodi k svojim nekdanjim sošolcem z Teološke fakultete v Ljubljani, veliko med njimi bilo frančiškanov. Zdaj nimam časa tukaj, kako sem jaz sploh prišel do teh virov, ki sem jih uporabil za izdajo. To bilo je za eno filmsko zgodbo, oziroma tudi potem za še en članek napisati, malo bolj hudomušen v tem smislu. Dejstvo je, da je bil Vivijan strasten gobar, da je poznal za vse slovenske gobe, italijansko, latinsko in slovensko ime, da je rad obiskoval slovenske zidanice v družbi glavnem frančiškanov, pa ne samo frančiškanov, in raziskoval epigrafiko in pa diplomatiko judovsko na tleh Slovenije. Če imamo kaj iz tega obdobja napisanega, objavljenega, se lahko zahvalimo ne samo njemu, ampak tudi njemu. Torej, on, ko prihaja v Ljubljano, znajo povedati njegovi takratni sobratje, pa bom jih zdaj izpustil, čeprav so lepi spomini, je vedno združeval prijetno s koristim. Veseljak, skromen, ampak znanstvenik, ki se posveča z ljubeznijo svojemu delu. No in Angelo Vivijan prihaja v Ljubljano, vmes je postal, kot sem omenil, podeželski oziroma župnik manjše župnije v kraju San Miniato, župnija San Lorenzo. Zelo v lepem smislu ga imajo tudi lokalni prebivalci. Zanimivo, za Mežnarja je vzel, oziroma cerkovnika, je vzel lokalnega predsednika komunistične partije v kraju San Miniato, in s katerim sta zelo imenitno sodelovala, brez nobenih težav, ampak vmes ga povabijo na različne simpozije v različnih deželah, predavajo v različnih jezikih. Pustil je pa pečat v reviji Egitto e Vicino Oriente, to je bila revija, ki je bila v njegovem času, ko je on predaval na univerzi v Pizi ustanovljena. In to je revija, ki je zelo, še danes veliko posveča se temu evropskemu pa širšemu prostoru z področja tudi judovskih ali predvsem judovskih študij, in boste našli veliko tudi o naših krajih v tej reviji objavljeno. On je bil član
uredniškega odbora, ogromnega pisal in zanimivo, judovsko stvarnost Slovenije predstavljal italijanskim in tudi drugim bralcem, ker revija izhaja namreč v italijanščini pri oddelku za antične vede in egiptologijo. Dopisoval si je z vsemi vidnejšimi tedanjimi duhovniki, predvsem pa biblicisti in profesorji na teološki fakulteti. Tukaj imate nekaj primerkov pisem, ne samo duhovniki, tudi, kot sem omenil, s profesorjem Krajncem, pa ne samo njem iz teh, recimo, posvetnih krogov, s profesorjem Smolikom, Krašovcem in tako naprej in tako naprej. Pogosto je prihajal v Ljubljano, zlasti za Tomaževe proslave, potem po uradnem delu so šli še kam nadaljevati to, prenočeval je tam na teološki fakulteti, so mu ga čakala sobica in pa seveda druga stvar, ki ga je tudi nekako izstrelila v svet, je bilo njegovo sodelovanje v združenju za italijanske judovske študije. To je to. Se pravi, Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, ki je bila ustanovljena 1979, izdaja svojo revijo, dostopna na spletu, če koga zanima. Zanimiv projekt Italija Giudaica, med 13 ustanovnimi člani najdemo tudi profesorja Viviana. Čeprav nikoli ni bil predsednik, bil je zgolj in samo tajnik, je vendarle mu priznavajo spiritus agens, torej tisti, ki je bil duša tega združenja, objavljal članke, organiziral vsakoletne simpozije in gledajte, kje so bili simpoziji v njegovem domačem kraju oziroma mestecu San Miniato. Skrbel za organizacijo pogostitev, izdajo zbornikov, zborniki so fenomenalni, zelo bogati, to je še v času, ko ni bilo masovnega interneta in tako naprej. 6 let je bil tudi tajnik, potem od 85 do 91 do prezgodnje smrti in zanimivo, spodaj imate zbornik, ki je šel malo po njegovi smrti, uredil ga je zdajšnji predsednik in je v celoti posvečen našemu Angelu Vivianu. Da se vrnemo spet nazaj. Omenili smo, da je prihajal v Ljubljano, tukaj srečeval kolege, dopisoval in pa raziskoval. Namreč profesor Angelo Vivian se je kljub svojemu, recimo visokemu ali precej visokemu akademskemu statusu, v pogostih simpozijih, tako naprej odločil tudi, da je obiskoval knjižnice, muzeje, arhive, zavode za varstvo kulturne in naravne dediščine ter judovska pokopališča. Judovska pokopališča ne samo, da je obiskoval, popisal, jih nagrobnike očistil, jih potem epigrafsko obdelal, objavil, ampak je bil človek, ki je tudi spravil to v širni svet. Če boste pisali o, recimo, ne vem, judovskem pokopališču v Rožni dolini, pri Gorici, potem v Čedadu, Vidmu, San Daniele del Friuli, Gradišče ali Gradiška Dizonco, torej vsa ta pokopališča je obdelal epigrafsko in tudi objavil Angelo Vivian, vključno z ročnim čiščenjem nagrobnikov. Objavljal je veliko in pa obdelal je tudi, kot sem omenil že uvodoma, judovske listine v Sloveniji. Torej tiste, ki so shranjene v Mariboru oziroma Nadškofijskem arhivu v Maribor, tako tiste, ki so v Semeniški knjižnici v Ljubljani, kot tudi tiste, ki jih hrani Teološka fakulteta v Ljubljani. Objavljal jih je v Bogoslovnem vestniku v koncu 60-ih, začetku 70-ih let, predvsem je pa, in to je dodana vrednost, se mi zdi, njegovega dela, da jih je predstavil širši svetovni javnosti. Obdelal jih je diplomatsko, epigrafsko, zgodovinsko in pomenijo res pomembne prispevke k slovenskim judaističnim študijam. Njegovo življenje se je žal bližalo koncu. Smo v drugi polovici 80-ih let, ko napiše imenitno utemeljitev za profesuro v Kölnu. Naveličal se je v Pize, prišlo je do manjših nesoglasij, o tem ne bom tukaj govoril. Angelo Vivian se je odločil za to, da bo šel v nemški svet in je šel v Köln na inštitut Martina Bubra, ker je postal predstojnik in je bil hkrati tudi profesor biblične filologije na Univerzi v Kölnu. Kot sem uspel razbrati iz zapuščine, si je pogosto vzel čas za študente, tudi izven študijskih predavanj, vabil jih je na svoj dom, z njimi poletne šole judaistike organiziral, jih vodil na simpozije in prihajal v Ljubljano. Torej, z Ljubljano in Slovenijo je vedno vzdrževal stike. In
njegovih pismih se vidi njegova ljubezen do materinega jezika, vidi se njegova ljubezen do domačega kraja, z domačih krajev, vidi se njegova želja, da bi, ko bo enkrat šel v penzijo, karkoli že, se naselil v Sloveniji. Ne samo, da o tem govoril, tudi to je zapisal. In do konca ohranjal izvrstno znanje in znanstveno izroslovje slovenskega jezika. Leta 1986 postane profesor, kot sem omenil, v Nemčiji, prihaja domov v San Miniato, kljub temu, da je še vedno župnik, ne duhovni počnik, torej vikarija parokiale, ampak prav župnik je v tem mestecu, v tej mali župniji. No, in prihaja domov pa v glavnem za praznike in pa seveda za poletne počitnice. V počitnicah organizira simpozije tam in se potem spet vrača na Kölnsko univerzo. Par let je organiziral redne študijske ekskurzije po poteh, kot jih je on imenoval, po poteh trpljenja judovskega ljudstva. Šle so na Poljsko, to včasih pred padcem še železne zavese, vključevale so tudi obiske taborišč, v glavnem vedno so šli tudi v Auschwitz in ob enem obisku tega taborišča, popoldne so imeli obisk, 19. septembra šel je spat in zjutraj so ga dobili v hotelski sobi mrtvega. Dejansko je potem 20. september uradni dan njegove smrti, pokopali so ga čez teden dni, ker je to bilo seveda v drugi državi, ki še ni bila Evropska unija, in so ga pokopali v domačem San Miniatu. Zanimivo, da je njegovo zadnje delo, tudi zelo pomembno, zelo ugodne recenzije, je naletelo v znanstvenem tisku širom sveta, ne samo Evrope, je zadnja knjiga o tempelskem zvitku, Rotolo del Tempio, ki je napisana seveda v italijanskem jeziku. Moram poudariti, kljub znanju številnih jezikov, prevladuje v njegovih delih italijanščina. Ta tempelski zvitek je prevedel, ga kritično vrednotil do ostalih sorodnih besedil in pa seveda gre za enega najpomembnejših delov tako imenovane kumranske najdbe iz Kumrana, kot vemo, malo po drugi svetovni vojni. Torej, na kratko je bil to naš Angelo Vivian. Še eno stvar bi poudaril, ki sem jo prej skoraj da pozabil. Gre za to, da je bil tisti, ki je poleg nagrobnikov na zahodu in bližnji Furlaniji se spravil tudi na ptujsko evalviranje judovske prisotnosti. Kot vemo, je ugotovil pravilno datacijo nagrobnika Judinje Pole na nekdanjem judovskem pokopališču pomembne srednjeveške judovske skupnosti na Ptuju, o kateri je veliko pisal spoštovani kolega Boris Hajdinjak in ga datiral v leto 1327. Gre za najstarejši ohranjen judovski nagrobnik na tleh današnje Republike Slovenije. In zanimivo, našel in pravilno datiral je tudi nagrobnik rabina srednjeveškega Ptuja, rabina Mojzesa iz leta 1334. A imam še kaj časa? Oziroma... Izjemno zanimivo, vendar žal čas pa nam ni naklonjen, smo že v bistvu čez. Dobro. Potem se zahvaljujem za poslušanje, bi pa poudaril še nekaj, kar smo uvodoma že počrtali. Gre za človeka, ki je bil premalo poznan, ki je bil premalo, ne bomo rekli povzdignjen, ampak evalviran. Še enkrat, njegova dediščina čaka, bogata, da se jo morda tudi v Sloveniji ali mogoče s kopiranjem karkoli. Kar sem jaz uspel priti do nje, je to res neprecenljivo gradivo, ne samo glede naših epigrafskih oziroma diplomatskih virov širše. Človek, ki je žal šel prezgodaj k Svarniku in naj bo to predavanje, ta moj skromni prispevek, en poklon temu našemu primorskemu in tudi slovenskemu rojaku. Hvala lepa.